Ena od tez je, da je s tem, ko je zagorela katedrala Notre Dame, pravzaprav simbolno padel tudi pomemben del evropske civilizacije. Da je to simbolni konec evropske civilizacije. Precej simbolike je seveda v tem, da bi pa prišlo do konca civilizacije, pa jaz ne vidim, ne, in kako ti gledaš na to? Šlo za požar, ne? Ja. Ne za civilizacijo. Šlo je za verjetno malomarnost pri obnovi? Tudi če je bilo podtaknjeno ali karkoli se že je dogajalo, ne, se skupaj malo čuden, ampak ne moreš brez dokazov operirati prvič, drugič pa ne moreš napihovati simbolov, ne, ker če kaj meni simbolno spornega je to, ne, da se takole čez noč najde tako 100, 200, 300, 400 milijonov evrov za popravljanje ene strehe, ne, čeprav je seveda hvale vredno, ne, da se... Ne, mislim, to je hvale vredno, ne, problem je, da se za druge strehe ne najde. Ne, mislim, medtem ko se pri obravnavi socialnih vprašanj, ne, se pa cela Francija nateguje okrog pač neoliberalnih postavk, ali bodo bogati plačali davek, ali jih ne bodo, kako jih ne bodo. Ja, zdaj, plačali jih bodo prek tega, da bodo vklesani v spominske plošče prispeval sem za obnovo ostrešja Notre Dama. Notre Dame je stavba, ki je v javni lasti. Če gre komu to na roko, gre sigurno na roko Macronu, ker ta dogodek mu podobno kot takrat, ko se je dogajalo v Strasbourgu, tiste strelske vaje, na vsak način v koristi in ga konsolidira, ampak to je stranski vidik. Pač, če kdo hoče simbolno šivati Evropsko unijo, ne jo raje šiva na analizi Brexita ali pa na analizi tega, kar se dogaja zdaj z pač evropsko debato. To se mi zdi bolj kredibilno, ne pa na eni katedrali. Mimogrede ta katedrala, dokler Igo ni povzdignil v temo, ni obstajala kot tema. To je bilo nepomembno. Ja, bila je predvsem precej zanemarjena. Seveda, ne. In ne bi bilo fajn, če bi zdaj ponavljali to zgodovinsko noto. Ne, jaz sem bral tudi take komentarje, veš, češ, okej, pri avtorjih teorij zarot bomo zelo hitro prišli, bomo našli trditve požig, naslednja trditev bo pa že islam, islamska grožnja. To, kar je meni precej neverjetno, je, da se najdejo ljudje, ki pač neko kulturno tragedijo tako lahkotno izkoristijo za viktimizacijo nekoga, ki ni tvoj. To so primitivne reakcije, ki v bistvu odražajo, nekako so lakmusov papir, če primejo, potem imamo problem. Če ne primejo, smo zdrava. Če ne primejo, jih pa zbrišemo. Tako, ne. In meni je ta teden, dobro, to, da Notre Dame zgori, ni v redu, ampak dajmo se držati te ravni. To je pač požar med požari in pri požarih se ve, kako postopamo. Recimo to, kako pa je Evropska unija postopala z Brexitom, to pa me je globoko razžalostilo, zaradi tega, ker mi, da so tedne zasledovala to neverjetno nesposobnost britanskega parlamenta dogovarjati se o čemarkoli na svetu. In sva nekako delala kljukce in hvalila načelnost, konec koncev Barnierjevih pogajalskih sposobnosti, potem načelnost Evropskega parlamenta in Evropske komisije, in konec koncev sveta, Tuska, ki so znali zelo jasno povedati. Pa malo zbledela ta načelnost. Potem pa pride, veš, tako, kar naenkrat se Angela Merkel pojavi pri Leo Varadkarju in tam, ne vem, se dvakrat podpiše, se zavrti himna in potem kar naenkrat Tusk zamenja barvo in začne govoriti, da bi naredili kar neko fleksibilno obliko izhoda ali pa ne, in kar naenkrat je tako, kot določi Angela Merkel. Mi je to začelo spominjati potem na Varoufakisa in na dramo okrog Grčije. Se pravi, ali mi, namreč to pa je vprašanje, ali mi v Evropi sploh še imamo
demokracijo, živimo samo pod diktatom ene velesile, ene Nemčije recimo. To ni vprašanje za podmizo. Ne? Detajl, ki ni bil prav na širok publiciran, je pa tle, da je Slovenija ravnala drugače, orkestrirano presenetljivo s Francijo, ne pa z Nemčijo. Ne? Ja, bile so neke polemike okrog našega premijera Šarca, da je dajal neke pač primerne oziroma neprimerne izjave, na vsak način so bile drugačne, bile so bolj na liniji, ne, časopis Politiko, ne, kolikor nekateri časopis Politiko zelo cenijo, drugega malo manj cenijo in to je neka spletna varianta, ampak on preprosto je povedal pač to, ne, da mislim, tako zanimivo primerjavo je dal, ne, tako kot jih on pač daje, da pomagati Angliji v taki situaciji, tako kot pomagati nekomu, ki dela samomor z utopitvijo, ne, da in noče biti rešen, ti ga pa rešuješ, ne. Dobro, bi dal temu težo ali pa tudi ne, ampak samemu dejstvu, ne, da pa, ker jaz sem zelo podrobno zasledoval parlament, debate v angleškem parlamentu, zelo dolgo časa, veliko ur, ne, in brexitiri so se dobesedno rogali in so rekli, pa kaj se sekirate za Evrope, na koncu bodo itak počepnili, pa bodo tako naredili, kot bodo podaljšali, ne bojte se tega in dejansko se je to zgodilo, to pa je žaljivo. To je pa res žaljivo. Ne? In potem, a smo mi kot male države samo statisti v neki predstavi Nemčije, ki rabi pač poslovno okolje ne vem, če je demokracija samo stvar poslovnega diktata pa poslovnega okolja, ne vem če. Ne? Ja, no. Mislim, bi bilo narobe, če bi bilo tako. Ne? Mislim, zdaj, če smo pri demokraciji, ne, imamo hecno situacijo, ne, da je pač britansko ljudstvo na demokratičnem referendumu izrazilo voljo, kakršna je. Ne, do neke mere, ne, s tem, ko se pravzaprav Evropska unija trudi preprečiti ali pa podaljšati Brexit, ne, se pod vprašaj postavlja celo demokratično izražena volja pač britanskega volilnega telesa. Ne. Seveda je... Sej oba veva, da je s to demokracijo nekaj vprašajev, ne. Več sto, ja. Več sto, ne. Ja, namreč, s to demokracijo več sto vprašajev. Kako se je takrat manipuliralo z javnim mnenjem? Ja. Kako je Oxford Analytica v to posegala? Kako so lagali z tem, odkot in kam prihaja denar in kam gre? Z tem, da bodo odvzeli tisti denar in ga dali v javne bolnišnice. Jaz mislim, vse ankete kažejo, da če bi zdaj šli še enkrat na referendum, bi bilo 57% proti temu, da se gre iz Evropske unije. Ne? Kar seveda ni veliko, ampak na vsak način pa drugače, kot je bilo v prvem primeru. Ja, jaz pa, glede na to, da spremljam, kakšna je zanesljivost, ne, javnomnenjskih anket v zadnjem desetletju, ne, bi rekel, da je pravzaprav napovedovanje, kakšen bi bil rezultat ob pomoči anket zelo tvegano početje. Ne? Pa saj nihče jim ne oporeka Angliji, da ne gre ven, če hoče iti, pa vendar naj gre, se v tem je v svic. Ja. Ne? Ker recimo Donald Tusk, ne, ki je izkazoval neko načelnost, ne, v trenutku, ko mu je Angela Merkel pomežiknila, je spremenil mnenje in začel popolnoma neracionalne izjave dajati. Ne? Namreč, zdaj pa kar dajmo Angležem neko fleksibilno okolje in potem, ko se je oglasil Verhofstadt, pa mogoče celo Šarec, ne vem, ne, in rekel, ne morete obravnavati Anglije kot neko drugorazredno državo. A druge se pa, torej obstajajo prvo- in drugorazredne ali pa tretjerazredne države, a druge se pa sme. Mislim, v čem, jaz ne vem, kaj je Donald Tusk hotel s tem povedati, ampak ta njegova naklonjenost kaže, je izredno pristranska in dvomim, da tiči v demokratičnih, ko ne rečem, načelih, bolj v nekih interesih, ne? Bodi si v razmerju Poljske do Anglije, bodi si v njegovi podrejenosti do Angele Merkel in Nemčije, ne vem. Ampak na nek način to državam, in ko je Šarec pač izrekel, kar je pač rekel, ne, so se brexitiri oglasili in rekli, da ne more nek predsednik vlade neke male Slovenije govoriti o državi, ki je četrto največje gospodarstvo na svetu. Ne. Halo, ne? Ja. To se pravi, ta neverjetna občutljivost, ne, za pripombe, ne,
v isti sapi, ko je Anglija razvila kulturo žaljenja vsega, kar je v imenu svobode govora in pa neke distance. Na kaj namiguješ? Na kulturo debate, ne, mislim, se konec koncev so krožile tiste pesmice, ne, a veš, ne bom tih izrazov ponavljal, ne, zelo tako nonšalantno, ne, tako, ampak dobro, to ni bilo uradno stališče angleške vlade, to bi bilo krivično, če bi to rekel, ampak kultura tega obešnjaškega humorja tam je bila precej močna, ne, zdaj enkrat taka občutljivost, če nekdo drug nekaj reče, to pa je signifikantno, ne. Ja. Ampak v končni fazi, a veš, Anglija, če želi iti ven, pač naj gre ven, a mislim, mene Anglija v tem smislu ne moti, ne, moti me to, da še posebej pod vtisom tega, da sem prebral Varoufakisa v teh zadnjih tednih, ne, moti me to, ne, da vsa demokracija pade tisti trenutek, ne, ko se Angela Merkel odloči, da bo drugače, ne. A veš, da ne govorimo o tem, kaj je Schäuble počel kot finančni minister z Grki v svojem času, ne. Ne? Mislim, to pa niso lepi signali. Ne? Ja. Lej, za sekundo bova ostala še v Londonu, ampak greva na drugo stran ulice, ne? Greva do ekvadorskega veleposlaništva. Ne? Ja. Si prej rekel, da države prvega, pa drugega, pa tretjega razreda. Ne? Zdaj, veš, v primeru Ekvadorja, ne, je tako, če gledamo z očali političnega realista, prišlo zelo do členitve držav na prvorazredne, drugorazredne, tretjerazredne. In sicer zaradi tega, ker je Ekvador pod pritiskom mednarodnega denarnega sklada Barry Washingtona bil prisiljen odpreti vrata londonskim policistom, da so ti Juliana Assangea odpeljali iz veleposlaništva ven. In se bo zdaj začele oziroma nadaljevale procedure ekstradikcije, sojenja, še marsičesa. Hkrati, ne, je pa ta aretacija pač po mojem pa prav tako zelo pomemben simbolni mejnik zadnjih dni, ne, ki ga lahko opazujemo. In sicer v tem smislu, da se slabo piše predvsem ljudem, ki objavljajo informacije, ki kažejo na gnilobo ravnanja oblasti. Lahko si mislimo o Julianu Assangeu dobro ali slabo, dejstvo pa je, da je svet, odkar je Wikileaks začel objavljati depeše, posnetke, zaupne dokumente, v katerih je veliko svinarije, ta svet je bolj pregleden, ne? Ni slabši zaradi njegovega početja. Assange je baje kontroverzna osebnost in mnogi pravijo, da je en zelo velik egoist, ne, in tako naprej, ne, ampak presenetljivo veliko pomembnih osebnosti ga pa ceni in tudi obiskuje. Ne. Med drugimi recimo ga ceni Varoufakis, pri njemu je bil Slavoj Žižek, Jela Krečič je z njim intervju naredila. In na vse zadnje, jaz sem lahko prebiral, ne, kaj si misli Dimitrij Rupel o menjavi urednikov na Delu, ne, in tako naprej. Ne. Ja, to je zanimivi detajli. Ne? Ja, sem bil upleten slučajno. Ne. Zanimivi detajli, ja. Ja, no, in recimo to je kakovost žvižgačev, da take umazane podrobnosti prinesejo javnosti, to je na vsak način pozitivno. Jaz bom v vsakem primeru na njegovi strani, pač že zaradi tega, ker sem novinar in mislim, da je prav. V vprašanje same legalnosti se ne bi spuščal, ne, vse zadnje pa je Obama pokazal neko določeno inteligentno občutljivost na primeru Manninga, ne, ki ga je preprosto pomilostil, ne, v tehtanju argumentov za in proti. Ampak Assange noče priti v roke Američanov, ne, in London je zagotovil ekvadorskim oblastem bojda, ne, da ga ne bo izročil, ne, oziroma da ne bo ogrožil njegovega življenja. Ne. Ja, to, kaj se bo z Londonom dogajalo, to bomo videli. Ne. Je pa tako, veš, da po mojem, če gledamo z naše perspektive slovenske, ne, je pa vendarle treba razumeti, ne, da slovenska državnost je v marsičem utemeljena prav na tem sproščenem odnosu do državnih skrivnosti. Ne. In da če bi in to vsakršna tudi. Tako, ne. Ja. In da če
ne bi imeli tako sproščenega odnosa do državnih skrivnosti, bi pač pred 30 leti se zgodovina teh krajev verjetno odvijala precej drugače. Seveda bi se, pa tudi vsakršna, tudi angleška bi se, tudi ameriška bi se, grede zato, ker zanj sem enkrat poslušal angleško debato na Sky News, ker so imeli obletnico, ne morem zdaj čisto natančno posnet, vem pa to, da je šlo, da so odprto debatirali in to vsaka čast britanskemu tisku, ker to pa je svobodno, dejansko je svobodno, tudi ameriški je, se da vse govoriti. Ampak so debatirali o tem, ko so leta, mislim, če se ne motim, 19 ali pa še prej, ne vem, v neki koloniji, recimo da v Indiji oziroma tam nekje prikorakali britanski vojaki in so preprosto odprli ogenj na množico. Postrelili ne vem koliko, ogromno nekih ljudi in potem je potomka nekoga, ki se je rešil in se je potem preselil v London, zdaj govorila o tem dogodku in o tem so imeli odprto debato. In v trenutku, ko je Theresa May rekla na primeru Assange, da je ona zadovoljna, da nihče ni nad zakonom, sem se samo malo nasmehnil. Samo malo sem se nasmehnil. In zdaj Assange ni nad zakonom. Sej prav, da ni, samo bodimo dosledni pri tem. Bodimo dosledni, ja. Hvala lepa.